Veš kva? A mi še nikoli nisem odstavila, a ne? Ne. Tako, Ne. za Satošije. Nisem. Kaj pa če bi? Pa dajva. Kva, o čem čva? Ne govoriva o ceni, kaj pa če bi zdaj prvič o ceni govorila? Kdaj bo all time high? Dej. Se pravi, prvi naslednji, tako rečemo. Tako. Kdaj bo No prvi all time high. Okay. No, jaz rečem, da bo to 30. To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Spoštovani in spoštovane, z mano je David, moje ime je Stane in pred vami je 33. epizoda podcasta na Coinu. Živijo. Živijo, David. Zanj sva nekaj govorila o Pizza Dayu, ki bo 23. maja, ampak spet se je zgodil en Bitcoin meetup, o katerem lahko poveva malo več. Ja, spet v Sputniku je bil en zelo zanimiv gost iz Sicerta, Tadej Hren. In sicer je govoril o njihovem delu, kaj se pravi vezano s prevarami, s kriptovalutami. Zdaj, ni bilo čisto vse vezano na kriptovalute kot take, sploh ne, kako kriminalci nepridipravi zlorabijo vaše kriptovalute, bolj je šlo za to, kako uporabnika še predtem prelisičijo, da jim nekako da dostop oziroma da uporabnik naredi tisto, kar oni želijo. Ne? Ja, en povzetek je to, da je socialni inženiring še vedno močnejši od vsake tehnične ali pa tehnološke zaščite, ki jo poznamo. Ni važno, kako mi skrijemo ali pa zavarujemo svoje kriptovalute. Ko te nekdo omreži, ko se v nekoga zaljubiš, mu poveš vse. In tistih 12 besed, kar leti izpod naših prstov. Ne? Ja, drži. Predstavuje številne primere, vse resnične, ne? To niso bili fake primeri. Kaj je skupen vsem je, da ljudje preprosto premalo vejo pa ne samo o kriptovalutah kot takih. Ne? O zaščiti. O zaščiti Bitcoina, recimo, in drugih kriptovalut, pa ne samo to, po moje tudi kriptodenarnic. Ne? To ja, ampak tudi svojih uporabniških računov, ne? Računalnikov in tako naprej. Ne? Aha, katero geslo ali pa kateri podatki pomenijo dostop do teh denarcev? Recimo, ne? Ja, ali pa če dobiš en SMS, pa te pokliče, da mu poveš to kodo, ker ne vem kakšen razlog že povejo, ne? Pa mu poveš to kodo, pa pač ne razmišljaš, ali je to zakaj prišla na tvoj telefon. Ne? Ja. To so stvari, s katerimi se srečujejo in jih obravnavajo. Ja. In nažalost ne rešujejo kaj dosta. Ne? V resnici malo pomagajo ljudem, ampak ponovadi je že prepozen. Ja, ponovadi je tako, da vse te zadeve se že zgodijo, oni jih pač nekako identificirajo, kaj je bil razlog, kje se je ta ključen trenutek zgodil, da bi pa kakšna sredstva nazaj dobili, se pa oni s tem ne ukvarjajo. Ne? Ja, oni v bistvu poročila pišajo. Ne? Ja, oziroma napotijo te nesrečnike na policijo in v zelo redkih primerih policija in ali oškodovanec dobijo sredstva nazaj. Zanimivo je tudi, kako hitro vzpostavimo zaupanje, ko nas nekdo pokliče, sploh iz kakšne institucije, kvazi institucije, ali banke, zavarovalnice. Ja. Hitro damo preveč podatkov in hitro je prehitro. In prepozno, ko grejo sredstva na drugo denarnico, do njih pač nima nihče več dostopa. Ja. No, se ne samo prenos kriptosredstev, tudi prenos denarja iz bančnih računov. Ja. In tukaj so zneski 100,000 plus. Ne? Ja. No, vse, kar je povedal, iz tega jaz sklepam, da se imajo kar fajn. Tam se morajo kar narežati vsak dan tem zgodbam ljubezenskim. Ja, zdaj, koliko se smejijo, ne vem, je to smešen, po drugi strani pa, če vejo, kaj rešujejo, je pa tudi tragično. Ne? Tako da so nekje vmes. Ne? Če se rabijo nasmejati, imajo dosti materijala. Se pravi, solze brišejo v vsakem primeru, od joka ali od smeha. Ne? Ja. Je pa zanimivo, da te
Verjetno to ni povedal, kakšen profil ljudi je to, ampak tisti, ki so osamljeni, ki so starejši, jih preko Facebooka ali podobnih mrež, kjer so pač tovrstni ljudje, nekako kontaktirajo kar nekdo in navežejo stik, da vzpostavijo to zaupanje in pa začnejo počasi masirati in izvajati svojo strategijo. Ne. In ja, najlažje je seveda, če se oseba zaljubi, naj povedal, ne, ali pa kaj še bilo, še ena Se zadeva. počutijo koristne, ne? Tako. Sploh starejši, ko so osamljeni, pogrešajo to. In ko se počutijo koristne, pomagajo po svojih najboljših močeh in včasih gre Ja, pomoč v nek žep, v neko jamo, ja, kjer v resnici nikomur ne pomaga. Ne? drži. Kaj je bilo na koncu, se kaj spomniš? A veš, kaj je bilo koraki oziroma neke točke so bile napisane, kaj priporočajo, ne? Oziroma s čim bi izboljšali vse to. Prvo je bilo izobraževanje, ne? Ja. Če se ne motim. Ne? In to prvo točko je tudi Ključno, rekel, ne. da vsi preskočijo. Ja, in grejo na, ne vem, drugo ali tretjo, kar takoj. Ja, tam so bile pa bolj to tehnične varovanja, ne? Se pravi, Ja. strojne denarnice, jubiki in podobno, ampak izobraževanje nam pa res manjka, malo smo leni. Ne? Mi dva so malo, drugi so pa verjetno še kaj bolj. No, ja. Ne. Ampak ja, ne, tudi sam sem spoznal, da moram biti bolj pozoren, kakor sem bil do zdaj, sploh pri raznih telih virusih, a ne, ki ti pobirajo vse tvoje vtipkavanje na tipkovnico plus Ki se kakšni obnašajo kot kilogarji. kilogarji in kot kradljivci odložišča. Ja. Ali pa tudi to, ne, ker če imaš password manager, se pravi upravljalec gesel, kakorkoli se že temu reče po slovensk. Se pravi, če dobiš tak virus gor, pobere tudi iz teh programov. Ne. Pobere ga prek kilogarja, potem dostopi odklene. Ne? Se pravi, on enkriptirane vrednosti ne pobere, on te počaka, da boš vtipkal master password, pol gre pa vse. No, sej to je to. Ja. To je to. Tako da ja, treba biti pazljiv. Bojo pa, no še to, v maju bojo imela, ne? Če se ne motim, sicer ti je rekel, da bo imel v prvi polovici maja en tak webinar, tako da če vas bo to zanimalo, bova nekako skušala dobiti, kdaj to bo, pa bova Objaviti prilepla. povezavo. Ja. Ja. Stane, koga so danes prestregla po Bitcoin meetupu? Najne prve goste tretjič. Tretjič, prvič. Prvič, tretjič. To sam vama rata. Ja, bravo, živa, bravo, Boris. Pozdravljeni. Živijo. Kaj imate novega za nas? Eno knjigo, ki te lahko hlapnem z njo po glavu. Res, To je težka. In še tak udaren naslov ima. Zlom denarja. dinarja. Ste se zmotili? Že prviškrat na naslovnici. Wow. O čem pa govori? Nič ne govori, moraš brati, ne? Moraš brati. Aja, ok. Pove vse. O čem? Vse o denarju. O zgodovini denarja, o današnjem sistemu, zakaj je današnji denar zlomljen. In A pa misliš, da folk to zanima? Lej, glih kar ti je povedal tale na meetupu, da je zanimanje bolj mal za pametne stvari. Za pametne stvari? Ja. In zato sta vidva prevedla to knjigo. Zato smo se lotila tega, da tisti, ki so res odgovorni, pa ki bojo res hoteli vedeti, da bojo prebrali. In to je kaj? Kaj je ena enciklopedija? Recimo, ja. Večina ljudi se tega ne zaveda, vendar je Satoshi odprl portal iz fizičnega v digitalni svet. Dobro spovedal. Živa, v čem je razlika med to knjigo in knjigo Bitcoin Standard? Kaj je poglavitna razlika? Tudi Dobro ona je obsežna, vprašanje. tudi tista govori o monetarnem sistemu, o denarju. Kje je Lynn Alden, avtorica, bila boljša ali pa bolj temeljita? Ne bi rekla boljša ali pa bolj temeljita, bolj drugačna. V kakšnem smislu? Se pravi, sama tudi tako, kot recimo Safe v Bitcoin standardu začne zgodovino denarja, ampak ona prehaja iz ozadja energetike, ne? In se v bistvu skozi
to neko prizmo dotakne Bitcoina. Okoli energije, ful razloži na različne načine, tudi kako izkoristiti neizkoriščeno energijo, zato da majnamo Bitcoin. Potem tudi recimo Safe govori nekaj malega v CBDC-ju, ona pa to res na široko, tako popredalčka razloži v podpoglavjih skozi razne teme in tudi vprašanja skozi medije, ki se jih mogoče sami mediji dotikajo, jih ona razloži, ne, zakaj ne CBDC. To je to, kar je kar aktualno, ne? Ker naj bi Evropska unija dobila oktobra, če se ne motim. Pa kar mi je recimo ful všeč pri njej, je tudi razlika proof of work, proof of stake, se pravi dokaz o delu, dokaz o vložku. Iz naše literature lahko veliko zvemo o dokazu o delu, zaradi tega, ker pač na tem temelji Bitcoin. Ampak nimamo pa mogoče še v naših knjigah toliko podrobno razložen, kaj je dokaz o vložku in zakaj nas v bistvu skozi ta dokaz prevarajo. Okay, ampak da ne bomo vse povedali. Kje lahko kupijo, že danes spomnim, knjigo? Sam res videl, sta me zdaj sam prestregla, ne? Mi smo rekli, da bomo takrat drugič se o tem malo bolj podrobno pogovarjali. Kje kupimo knjigo? Bitcoinknjižnica.si je prvo mesto. Moram reči, da danes je uradni izid knjige 10. aprila, to lahko povem. Lahko? In niso čisto vse natiskane. Okay. So nam šli na roko, da smo jih dobili za tale meetup in takoj so vzeli en delček prvih printov že takoj za knjižnice. Tako da knjižnice bojo že takoj založene, z naslednjim tednom pa tudi potem ostale knjigarne. To so izposojevalnice, ne knjigarne. Tako, izposojevalnice. Sprav, prej si je bo možno izposoditi kot kupiti. Tako je. Zanimiv. Moja si kar veliko knjig sposoja, da vidim, če bo poleg kuharskih prinesla tudi kakšno Zlom denarja domov. Zlom denarja je knjiga, ki je zagotovo primerna za šolske počitnice, ker je... Kaj je tako dolga, ne? Tako, ker je obširna. Ne si jo sposoditi za prvomajske, ampak dajte počakati na poletne počitnice. Ja, lepih 500 strani. Tako je. Živa, Boris. Hvala. Veš kva? A mi še nikoli nisem nadstavila, ne? Ne. Tako. Ne. Za Satošije. Nisem. Kaj pa če bi? Pa deva. Kaj, o čem čva? Ne govoriva o ceni, kaj pa če bi zdaj prvič o ceni govorila? Kdaj bo all time high? Dejva. Jaz rečem decembru letos. Ti praviš, ne mora zdaj točno dan, ker pa noben od naju nauči zadev. Pa mora pač, veš, bo pa uštevala, pa ne. Ampak moramo še reči all time high v tem ciklu, ali kaj? Kadarkoli. Okay, All time high. 12. aprila 2038. Prav. Je valjda prej, ne? Ja, ne. Kjer bo bližji? Se pravi, prvi naslednji, tako rečemo. Tako. Daj bo prvi all time high. Okay. No, jaz rečem, da bo to 30. oktobra letos. 30. oktobra. Jaz pa pravim, da bo to 6. junija letos. No, all time high. Ja. Sem že dobil, kar nakaž mi. Zdaj moraš še povedati, kaj. Kaj čva reči? 10,000 satošijev, mi da, ki ima veliko. Kaj bo z njimi naredila? Tist, ki zmaga, dejva... Ne, tist, ki zgubi. Tist, ki zgubi, drugmu prenakaže 10,000 satošijev. Aha, ok. Ja. In nun, se pravi, ki dobo to, bo pol zepu, pomeni pošilu satošije, tistem, ki bojo na Nostru komentirali najno objavo. Milan bo dobil spet vse. Bo dobro. Pa naj bo, ne, pa ne še kdo drug pride, pa naj Milanu še kaj vzame, ne? Točno. Ja. Ok, bom to naredil, ni problem. Se pravi, kaj si rekel? 30. oktober. 6. juni. Ok, To leto. ok. Dobro. Mava. Zakaj pa misliš, da bo letos all time high? Zakaj mislim, da bo? Zaradi tega, ker bo Fed začel printati. Kaj? Ne? Tapete?
letake, Ne, obcestne. ne pač te liste ima, ne? Listke ima. Aha, listke, Listke, kapol. šuške. Ja, šuške. Šuške. Listki. Te listke ima, moja hčerka pride pa pravi, oči, gledam listke. Kakšne listke? Denar. Ja, ok, to so listki. Ja, glih, kar je Fed rekel, ne? Dal je signal, ni uradno rekel, ampak da bo pomagal, če bodo težave v likvidnosti, kar so, to, kar se trenutno dogaja, da bo pomagal kaj s kakšnim printanjem, tako da zato, no, mislim. Ampak a ni očitno, da delniške trge bolj poganja gor ali pa dol tweet ameriškega predsednika kot Fed? Darno bodo zdaj tukaj malenkostna. Ne? Ja. Zdaj smo prišli do točke, ne? Bitcoin je full volatilen. A ne? To so bili finančni strokovnjaki in vsi skeptiki do zdaj so imeli ta zgovor. Ne? No, zdaj pa kar naenkrat ena oseba, si predstavljaš, ena oseba na svetu reče en stavek in Od jutri naprej bodo carine. ameriški trg, ne samo ameriški kot največji, gre 10% gor pa 10% dol. Ja. To je tako kot Bitcoin. Ne? No ja, A ni? niti ne več. A ne? No, Bitcoin je bil zdaj malo bolj, par dni malo bolj stabilen, kot Ja, to. ja, res je. A mogoče so pa začel ta decoupling, kako to se slovenski, ne vem, kako se to slovenski reče sploh. Ja, kaj te ženske pusti? Aha, gre vsak po svoje, tako. Ja, Dobro. sprav Bitcoin bo šel po svoje, delniški trgi pa po svoje. To. Ta sama ni res grozen, se pravi, največji trg, kjer ne bi bilo največ zaupanja, odvisen od enega človeka, ki nekaj reče, nekaj napiše in gremo gor, gremo dol in cel svet. No in če je grozen, je pa zelo čuden. Ja, ne? Zelo čuden. Ja. No, to je povzročil, ciljaš na Donalda Trumpa, ki je s carinsko vojno povzročil tudi premike trgov. Ja. Ampak kaj od zadnje je pač strah, da bo to res udejano. Vidimo, da danes jih umakne, jutri jih spet prebije, potem jih selektivno navija za nekoga malo več, za druge frende malo manj. Ampak seveda, nekdo, ki pa denar vlaga v imenu tretje osebe in čuti to odgovornost, pa verjetno mu ni vseeno in milijardo da ven iz delnic, pa milijardo da spet v delnice, pa spet milijardo ven in nekaj 100 takih upravljavcev premoženja in trgi skačejo gor pa dol. To je moja laična razlaga, saj ne vem, nisem še milijarde premikal, tako da ne vem, kako to zgleda. To je dobro za vse menjalnice, za vse te Ja, za nekaj pa upravljalce, dobro, to ja. je super, ne? Če bi to imela midva, bi bila še bolj na kojno. Pismo sem res. A pa si predstavljaš, da si ti tudi del te administracije Trumpove? No. Imaš neke informacije tam, ne? Ne vem, Trump bo danes to pa to. Danes imamo na meniju, da bo Trump to pa to povedal. Ta inside trading, a veš? Zakaj ne prej, ne? Sladka pozicija je to, A ne? če jih imaš res. Zagotovo tudi to izkoriščajo. Ker tudi en tweet, oziroma ne tweet, ne vem, kaj je že njegova platforma, prav Trumpa. Truth Social. Aha, ok, nisem še nikoli pogledal, kako to zgleda. Podoben verjetno kot Twitter, ne? Si predstavljam. Pojma ne. Aha. No, je tam nekako objavil, rekel, zdaj je ta pravi cajt za nakup. Sicer mislim, da je omenil njegov coin, memecoin, če se ne motim. In to je bila pol takoj polemika, je to zdaj manipulacija, inside trading in tako naprej. Tako da, No, ampak Donald je manipulacija že sam po sebi. No, še meni, manipulira jaz s sabo, z vsemi okrog sebe. jaz nimam nič valjda, da je proti to. tem. Ja, lej, pač čistka. V bistvu mi je všeč, da je malo pretresel trenutno strukturo in malo jih iz nekih poti, ki so imeli začrtane,
Malo je malo razmetal, ne? spremenil, tako da zdaj se malo bojijo, kaj bo naredil, ne, kaj je zelo nepredvidljiv. No, prej si omenil trg, ampak zanimivo je, kako se je fokus tudi ostalih deležnikov v svetovni politiki spremenil in je ves na Donaldu Trumpu in njegovih norih izjavah. Drži? Vsi so vedeli, da se bo to Ja, on je prej že dogajalo. povedal, ne? On še prej ni bil izvoljen, je povedal, kaj bo naredil. Ja, On zdaj nič novega ne Ja, dela, ja. kar ne bi prej povedal. No, ampak to politiko ne izvaja nekako zvezno, pa ne izvajajo ne samo prediktivno, ampak na nek običajen način, z nekimi odloki, ne vem kaj, ampak prek svojega socialnega omrežja, pa podpisuje tiste neke listke, se ob tem dela še malo norca in razmetava svetovno politiko in monetarno politiko 100 na uro. To samo pomeni, da so pač tako odvisni od ZDA. Ne? Ja, to je res. Um, A si slišal danes, da so iz carin za Kitajsko izvzete vsi tehnološki izdelki? Vsi iPadi, vsi iPhoni, čipi, lepa. monitorji. ja, valjda. Ja, Lej, seveda, to ne. je sam carine kot take. Strani Trumpa se mi zdi, da je samo priprava terena za bilateralne dogovore s posameznimi državami, pač ta velikimi seveda, da izkoristite prvo malo Ma kaj prestraš. bomo zmagali? Kaj je naš golob že na poti, že leti? Holob gre lahko, veš kam leteti. Ne? Ja, sej pozna Melanijo, vsi so z iste države, ne? Ja, to, ja. Sej tudi je šel že na romanje v Sjevenco. Ok. Ja, ne, ga res. Bomo moraš- zmagali, ne? Ja, Če ne bomo sploh plesali. To. Bomo pa snemali te video njune, ne, kakšne so že. A si videl ga, kaj je njegova, kako je že te pupi njegovi ime? Nutrija, a ne, Tinca. Nutrija, no ta Nutrija, ja. Nekje se mi zdi park Tivoli, ki hod neki, pa se neka zelenje riše, neka animirana. Nisi Ne, videl ne, tega? ne, ne. V zadnjem cajtu sadim solato, Aha. gnojim trto. grah. Produktivne stvari, Ja, 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 take ta take. prave, Tako ne da pa to, ne kar grem jaz tega. takole ulovim. Ok. Ja. Nič nisem tega videl. Ne. Sam predstavljal sem si, koga bi mogli imeti mi v Sloveniji, da bi bil resen sogovornik, vsaj v Evropi ali pa vsaj Slovati. Trumpu? Pol na koncu pa še Trumpu. Ne? Ker prej smo imeli Kalimerota. Ne? On je sicer poklical kdaj Merklovo, ne? 2 ure je jokal, kaj v telefon, pa isto nič ni bilo, ampak vsaj poklicuje. To res. Ta po moje, nobenega. Domov kliče, mama, kaj je že, topla tista, ona, kako se reče, kaj Kaj, Nutrija? pašta. Ja, pašta. Ja, ne, a ni bil on v Franji, a ni šel k Makronu se pokloniti? Kaj je maraton Franja, če je bil? Mogoče, ne vem, če je prišel do konca. Makronu se je šel lahko, ja, spogent. Makaronu. Ja. Ne vem. Spogen se. Dobro. Shit. Kje so ostala carina? Ja. Ne, mislim, da je to sam priprava terena, ustrahovanje. In to, kar smo zdaj videli, kaj Kitajska je trenutno edina, ne, ki je nabavil še dodatne carine, z ostalimi nekako je rekel, Ej, še to, kar je bolj zanimivo. A si videl, kako se Kitajska roga Američanom? Si videl tiste z AI generirane Ja, videe, ja. kako so dobri, ne? Ja. Kako debeluhi delajo za tekočim trakom Ja. v fabrikah, sestavljajo iPhone, To. švicajo zraven. Kako je dober. Ja. A pa tistega si videl, ko se kitajski kmet roga Vensu. To pa ne. Vens je neki rekel, da si ZDA sposojajo denar od kitajskega kmeta ali neki bluzil. Potem je pa bila animacija majhnega kitajskega kmeta, ki je pa rekel: Joj, Vensek, kaj se pa ti huduješ? A ne veš, da se ti bo eyeliner podražil? Ravno arca se delajo. In se mi zdi, da so edini, ki se znajo po robu postaviti in prav je tako. Ne? Ja, mislim, je, seveda. Vse tudi oni vejo, kaj je namen vsega tega. Seveda. Je pa seveda velesila. Kitajska trenutno, ZDA, pa Rusija. To je Bitcoin. Bitcoin je pa nad vsemi, ne? Ah. Um, To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten. Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si.
No, kaj ima to veze z Bitcoini? V Bitcoinu ni nič carin. A imamo kaj od tega? Jo, lahko mislim, mogoče bo Trump upalil na carino na Bitcoin. Zakaj ne? 300% na Bitcoin. Tako. Ja, ki je narejen v Ameriki. Ne? To je rekel, ne? Da bodo vsi Bitcoini od zdaj naprej Točno, v saj Ameriki res. narejeni. Ampak to je kar malo potihno. Tudi te Bitcoin rezerve, kar nič ne podpiše tistega odloga. Ne, to je že bilo, to je že podpisal. Ja, ampak ne podpiše odloka, s katerim A ja, bi se da bi začeli kar zavezali takoj. kupiti 1 milijon bitcoinov. To je v postopku. Aha, kaj pa, mora kuli ven vzeti škatlice? Ali kva? Mislim, da bo to ne kot to, ko bo executive order ali kakorkoli že to je. A je to, se ne vem. Whatever. Ampak da bo šlo čez, da bo zakon sprejel. No? Aha. Ne te. Zato, ker če ko prije naslednji predsednik, lahko to takoj zanulira. Ne? Če gre pač zakon, da se pravi, zakon sprejmejo, pa je pa pač daljša procedura in ne morejo kar to hitro spremeniti zadeve. No, pa Tako da ja, grejo tukaj naprej. No. imamo še upanje, da bodo to res naredili. Ja, Američani pravijo, da mogoče, da bi začeli s tem konc tega leta, ampak to bi bilo res zelo, zelo hitro. No, eno upanje smo imeli, da se bo Argentina približala modelu El Salvadorja. V predvolilni borbi je to nekako, pa ne El Salvador, ampak Bitcoin je omenjal Milei. Potem smo videli, kako je razrezal javno upravo, ministrstva, bla, bla, bla. Ampak zdaj se je pa zadolžila pri IMF-u. Ja, ne vem, motorka ne dela več ali kva. Ne. Zmanjkal je Peč pokvaren. pod suzo je raznar ali kva, ne vem. Ja, rabijo naročeno, ne. Ima določene uspehe, znižuje inflacijo, ne. Čeprav mislim, da je še vedno ne vem, ali 13 ali 23, se pa zdaj ne spomnim. Lahko A pogledam. ni na neki točki padla na 2%. Ja, ampak šla je bilo še nazaj? vedno letna, je še vedno bila kar zelo taka Aha, brutalna. torej je bila mesečna 2%. Možno. Ja, je posekal tam neki uslužbencev v javnih službah. To tudi ni rabila, ne? Ne, pa nas je tako dobro. Vsak mesec jih je več. Ja, 80%. Absolutno. Zato, da se kaj uporabnega naredi. Naj delajo stvari, ki bojo dodano vrednost delale. Naj razbremenijo gospodarstvo, da bojo lahko te ljudi zaposlili in da bojo lahko te ljudje pomagali storitve ali produkte, ki nam prinašajo neko dodano vrednost in ki so res to konkurenčni, da bomo lahko tudi vam prodajali te stvari. Ne? Tudi carine, če se nazaj vrneva. Ne? Carine je absolutno, to je pač zaščita domačega gospodarstva, ne? In delč od prostega trga. Seveda. Po drugi strani pa razumem, zakaj Amerika je pač Trump to začel delati. Dejansko Amerika nima doma, ali pa ne, da nima, je šla večina industrije ven. Seveda. Ne? To je sicer čez globalizem šlo Sploh ven. ta Ne? ključna In so industrija, vse- čipi so šli ven, ne? Ja. Mislim, tudi energija v veliki meri. Ne? In če si ti nekonkurenčen doma, pa da zdaj te carino uvedeš, s tem nekako sprožiš nek nov val doma, mogoče v naslednjem periodu, da bo pa tvoja industrija le dobila ta zagon, da bo konkurenčna. Ne vem, pa tudi, da imaš neke doma zagotovljene zadeve, ki jih pač rabiš. Ne moreš biti odvisen od ostalega sveta, kot smo vsi mi zdaj. Kljub temu, da govorimo, da globalizem, prosti trg in tako naprej. Ja, ampak vedno imamo zadaj ljudi, ki pač so pokvarjeni. Ne? In bojo izkoriščali te položaje in netel vojne zaradi interesov takšnih in drugačnih. Če bi bil mir in prosta trgovina, je to absolutno najboljša stvar. Ampak pač ljudje smo, ali pa saj določeni ljudje, imajo pač malo drugačne namene. Ja, noč peva naprej. No.
Sva kaj zabluzila? Nisva toliko. Dej povej ti meni, a veš, kaj se je v Libiji zgodilo? Libija je razcepljena država, to drži, država v Rasulu, odkar so Gaddafija skenslali, ampak v nedeljo 6. aprila so za 13,3% devalvirali svoj libijski dinar. To je Kaj to pomeni? To je enak ukrep, kot smo ga poznali v Jugoslaviji, ko so tiste dinarje kar naprej devalvirali. Zanimivo, ne? Isto ime te valute. To pomeni, da se To zbudiš... še od Tita, veš? Od Tita. Ja. Ja. To pomeni, da se zbudiš eno jutro, pri njih v nedeljo, veš, pri njih je v nedeljo prvi delovni dan v tednu. Oni delajo od nedelje do četrtka, petek, sobota imajo vikend, zato je v nedeljo se to zgodilo. Z nedeljo se zbudiš in so vsi tvoji prihranki vredni 13,3% manj, oziroma za toliko manj kupijo. Ne? Kako? Ja, tako da Če imam jaz 100 dinarjev, kaj, zdaj ne morem več enega kruha kupiti? Ali pa? Ne, sam še pol. Oziroma v njihovem primeru 13% manj. Una prodajalka ti ga krajček odreže, flek gre v eno zalogo, ti dobiš pa brez krajca. A tako je pa to? Ja, Shrinkflacija. shrinkflacija, ja, tudi. Okay, dobro. Ja, to ni dobro, no? Tako, če ste zdaj kolebali med tem, je to dobro ali ni dobro? Ni dobro. Seveda ni dober. Ja. Pri nas se še ni to zgodilo, ker pa ni rečen, da se ne bo. Prej so čakaj. v Argentini sem te drugam speljal. Nisi povedal do konca, ne? Kaj nisem povedal? V Argentini, ki je Milei začel to rezati, pa tako naprej, pozabila sva pa povedati, da so se zadolžili za ne vem koliko para IMF-u, ne? Točno. In Za novih 20 milijard. milijard. In mislim, da so lepa oni številka. najbolj zadolžena država na svetu pri IMF-u. Torej morajo pokimati tudi prav vsem njihovim pogojem. Se pravi, to pa pomeni, kva ponavadi pomeni, naprimer, kakšno zemljo morajo polim prodati v upravljanje ali kakorkoli se že zmenijo, pa morajo razne reforme narediti, naprimer, kaj imajo sodstva, zdravstva, vojna, industrija, pogojujejo, katere firme pa tam to vse dobavljajo in tako naprej, katero hrano pa iz kje jo bojo kupovali. Take malenkostni, no? Ker si res pol svoboden, ne? To je posod, kjerkoli je IMF zraven, je tako. Se pravi, oni pogojujejo, oni imajo celo mrežo in tudi načrt, kako bojo v vsaki državi izvajali te zadeve. Državo spraviti do te mere, da ne bo mogla prenehati se zadolževati pri njih in skozi njihove lovke, skozi partnerska podjetja prideti v to državo, z njimi pa potem molzati lokalen kapital in lokalne ljudi. Ja, ne preveč spodbudne novice in ravno nasprotno tistega, kar so Argentinci in verjetno kar nekaj svetovne javnosti pričakovali. Sam, če ima motorko, mogoče lahko pa to tudi prereže. Pol. Ja, zdaj bolj težko, lahko se nogo odreže, to je pa vse. Prav zanima, kako bo to, kaj se bo zgodilo. No? On je zdaj en let, pa še nekaj, kako je to približno. Ne sledim več, kar nekaj časa. Ja. No, me zanima, bo tudi drug mandat, pa kaj mu bo uspel narediti. Predvsem me žalosti, ker nič več ne govori o Bitcoinu. Ga ne omenja. Drži. Tudi sicer kriptovalut oziroma stablecoinov, ki jih je omenjal, se mi zdi, da ni več na urniku, pač zmanjkalo denarja in je konc. Ja, to je verjetno bilo tudi ena izmed stvari, ki jih je IMF jim pogojeval, ne? Si predstavljam, ne? Me pa zanima, a bo še govoril o teh libertarijanskih filozofij, pomeni prosti trgi in tako naprej, ne? Ali bo zdaj obrnil, pa pač bral iz menija skripte, ki mu je IMF dal, ne? Bomo videli. Lega, si videl to, da je Larry Fink Ja. povedal, da se pravi v njihovem letnem nagovoru, oziroma ne nagovoru, ampak Pismo investitorjem. Ja. Je omenil, da mogoče bi pa Bitcoin lahko nadomestil dolar.
To je sicer malo tako rekel, ne, ni bilo, se mi zdi, da ni bilo čist v tonu, da je to res, ampak da se je malo pohecel. A misliš, da ima kakšno informacijo iz vlade Združenih držav ali nekako upravičuje svoje sklade, ki vlagajo v Bitcoin? Ne vem. Mogoče ima pa kakšno, mogoče pa je BlackRock to naredil. Bitcoin, mislim. Pa ima pa kakšno od Satoshija, mu je zdaj kaj povedal. Pa, Zdaj, ki je imel Satoshi rojstni dan, sta se dobila. Pa... Recimo, ne? 5. maja, aprila. 5. aprila, ja. Ja. Recimo. Ne vem. Ne vem, kaj je zadnji. Absolutno, oni so že kar zabredali v te njihove ETF-e, ki jih ponujajo svojim strankam, ampak oni imajo tudi zase, kot sem razumel, ne? Se pravi, nekaj za stranke, nekaj pa tudi zase kupujejo Bitcoin. Tako da ja, so se malo spustili tukaj noter in s tem sigurno upravičujejo to, kar počnejo, ne? Ne morejo zdaj reči, Bitcoin ni, pa imajo... Ampak ta izjava je vsem kar močna, ne? Da bi zamenjal Bitcoin dolar kot svetovno rezervno valuto. Marsikdo ga bo tudi v prihodnje povprašal potem, če se to ne zgodi. Mislim, dejstvo je, da se to bo zgodilo. Zdaj se bo to zgodilo v 3 letih, 5 ali pa to zdaj že nova 20. Lahko pa to tudi stava, ne, komod. Ampak to mogla pa po mojem malo bolj v prihodnosti, ne bo 2025, no. Ampak ne, nič se ni, zakaj? Meni se ne zdi, ne. Vsaka valuta, se sva zadnjič govorila. No, seveda. Vsaka valuta propade, ima svoj pač čas. Kar zelo hitro se to odvija, no. Ja. Razen, na primer, zlato, ne. Zlato še vedno. Zgodovinsko gledano najbolj znar, ne. Hrani vrednost skozi zgodovino, ne. In v zadnjem času je kar lepo skočil tudi proti Bitcoinu. Bitcoin je šlo dol, zlato je šlo na nove rekorde. Ne vem, koliko je šlo gor zdaj v tem zadnjem letu, je to nekih 43, nekaj takega. Kar zelo lepo. Tako da, ja, ta graf, če pogledate, je sicer Bitcoin proti zlatu je še vedno desno in navzgor, ampak v zadnjem letu je, ali pa zadnja pol leta je zlato pridobilo. Več kot Bitcoin, ne? Ja. Ampak jaz mislim, da če gledaš dolgoročno, če gledaš graf, no pa se kaj gledaš, če gledaš graf. Če razumeš Bitcoin, če bo Bitcoin ostal decentraliziran in varen. In predvsem, če bo število Bitcoinov omejeno. Drži. Potem se ne bojim, da bo Bitcoin v dolarski vrednosti ali pa v zlatu, v primerjavi z zlatom, pridobiva vrednost. Tako da, ja, so obdobja takšna in drugačna, ampak absolutno, zlato je tudi dobra naložba, ne? To ni naložbeni nasvet, ampak če gledava ta graf, zlato proti drugim valutam ali naložbam, dolgoročno, zgodovinsko gledamo, je še vedno to pač. Pa se mi ne splača teh zlatih plomb zamenjati. Koliko jih imaš? Jaz imam 3. No, imam 4, ja. Pa jih na osmicah došle ven. Ja, mogo malo zamenjati tole, tam 2 mi malo nista glih. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji Na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Kaj si to napisal, da Kitajska in Rusija uporabljata Bitcoin za trgovino z energijo? To je bila novica, ja. Novica, da se Rusija in Kitajska malo igrata z plačevanjem, se pravi namest v rublih ali v kvama že imajo oni. Juan. Renminbi. Juan, ja. To zdaj poravnavajo z Bitcoinom. Tako da to, kar smo mogoče prej omenjali, da se bo enkrat dogajalo, evo, se dogaja. Tako da ni to zdaj
Torej sta Putin in Xi Jinping Punk, bitcoinerja. bunk. To niso shitcoinerji, ja? Bitcoinerji, ampak lej, vsem tistim, ki imajo težave z dostopa do bančnega sistema, kar Rusija in Kitajska imata zaradi ZDA in Evrope, ne, ja, uporabljajo, lej ga zlomka, tisti denar, ki ga noben ne more zapleniti ali pa ga preprečiti, da transakcijo narediš. Najbolj efektivno plačilno sredstvo. A? Yep. V Pakistanu so Ja. podpisali eno pogodbo z CZ-jem oziroma predsednikom uprave Bivši. Binance-a. Bivši. Ali bivši, On ne tako je, sme ja. več upravljati te funkcije, pozabil. On je šel Sine. sedeti, ne? On je šel sedeti, ja. Točno. Mislim, ne vem sicer, koliko je sedel, ne. Sigurno jim je svetoval. Ker eni se tudi po dvorišču sprehajajo, ne? Sem Ja, videl v enem filmu. več je takih. Ja, on je zdaj kaj svetovalec v Pakistanu in sicer oblast načrtuje uporabo presežne električne energije za rudarjenje bitcoina in AI, ne, se pravi centrov. Tako da on jim bo pa malo pomagal. Ziher jih bo na tisti njegov BNB spravil, Absolutno. skemer. Absolutno. Povedal bo, da je to Shitcoiner. najhitrejši, decentraliziran in tako naprej coin. In Da ne bo šel še enkrat da ne. sedeti. Upam, da ne. Ja. Ja, ne vem, kako je tam, če jih kaj veliko napneš. Ne? Tam mogoče pa ne greš sedeti. Tam, ja, ne vem, če greš tam kaj sedeti. Bi znal biti kaj drugače, kot kar kle. Ampak ja, lej, bomo videli. Kar je pač novica, se mi zdi, zakaj to poveva, ker se prebujajo tudi ostali. Ne? Zdaj, koliko bo tukaj res Bitcoin in uporaba njihove presežne energije, upam, da ne bo shitcoin. No? Samo to. Tudi jaz. Ja, smo pa, evo, v zadnjem obdobju, ne vem, a si videl, so neke novice o tem, da tudi evropske države zahtevajo zlato, ki ne bi ga imele deponirane v ZDA. Slišal sem, da je to Nemčija zahtevala, ne vem pa, koliko daleč so pa, kako se je to končalo. Nekaj Mislim, poteka. da se ni še končalo, to je bila samo neka želja. Ne? Zdaj ta trgovinska vojna, ki je v bistvu na nek način finančna vojna med ZDA in Evropo. Evropo kot, hočemo temu reči, cvet birokracije, ne? Ja. Brez svoje industrije in tehnologije in tako naprej. Se bomo zdaj še šli finančno vojno z trenutno še prvo velesilo sveta. Za Evropo bi lahko rekli, da odločno vejo, kaj Kaj ne vejo? Ne, da odločno ne vejo, kaj narediti. Točno to. Res so zmedeni. Ja, in se pravi, en ukrep Evrope je ta, da zahteva zlato, ki je deponirano v ZDA. Po drugi strani imamo kot Evropa tudi, kaj so to, ameriške državne obveznice, ne, jih držimo kot neke strateške rezerve in mislim, da v zadnjem času jih je Evropa pa Kitajska prodajala, kar pomeni, da je takrat obrestna mera šla gor. Trump seveda želi, da bi šla dol, ne? In to je tukaj malo nagajanja. Ampak ja, prej, ko sva rekla, Fed je rekel, da če bo problem, bo printu denar. Tako da ZDA ima vedno to možnost. Pa na nek način Trump ima še kar nekaj manevrskega prostora, kaj lahko dela z Evropo. No, med Ne drugim nazadnje ima pač tukaj se vojaške umika. baze, ne? Ja. Ne nazadnje se umika, naj bi se umaknil tudi iz NATO, kdo bo financiral zdaj to, kar se tukaj grejo igračkanje, oziroma manipulacijo in pranje denarja čez vse te operacije. Pa verjetno še kaj, ne? Pa zlato ima njihov, ne? Kaj bo Evropa, bo šla kaj, bo poslala koga? Holoba? Tja, kaj? Bomo zmahali, če ne bomo plesali. Ja. Tinca, gre z mano. Ne bomo plačali tudi za prijateljice. To. No, ampak kar veseli, ne, je to, da
so komentatorji ali pa analitiki, kakorkoli bomo rekli tem ljudem, izpostavili, jih je zdaj slišati, da bi Bitcoin lahko služil kot zaščita pred to globalno negotovostjo. Kdo bi si mislil? Kdo si mislil, ampak majčkeno so že pozni. Pa niso pozni. Vsak kupi Bitcoin po ceni, ki si jo zasluži. In jaz mislim, da je zdaj super cena tudi za njih za nakup. Vsaka centralna banka lahko malo natisne in s tem kupi Bitcoin. Ja, če bi bili pametni, ne. Vejo, imajo, kako se reče, playbook. Imajo lepo navodila, postopek, korake, ki jih je že na nek način jim Michael Saylor pokazal, kako se to dela. Ne? S tem, da ja, v bistvu Saylor ima skoraj toliko orodij za printati, kot centralne banke, ne? Ker on printa svoje delnice, ne? In obveznice, mislim, da tudi obveznice. Ne? Vse sorte. No, ampak to lahko centralna banka tudi naredi. Ne? In ne bojte se, Evropska ne bo tega naredila. Tako da. Zna pa ZDA. Oni še cepetajo, ojoj, kaj bo pa sedaj. Ojoj, kaj bo pa sedaj, ja. Upam, da bo čim prej razpadla. A si videl, kaj pa Dorsey naredil? Njegov blog, firma. Poleg tiste neumne denarnice, ki nima zaslona, ne vem, kaj imaš v mislih. Veš, kaj je naredil? Na svojih terminalih, se pravi na plačilnih mestih, kjer imajo njihove terminale, je omogočil tudi plačevanje z Bitcoinom. Že 5 let po Sloveniji, po slovenskih podjetjih, ko smo imeli to že omogočeno. Ja, samo zdaj ni več tega, veš. Tako da, ja, vem. Ne? Zaradi napredne evropske regulative MiCA. Zaradi In teh MiC, ki je bilo toliko že v zgodovini. Ja, žal. Da so kaj rodile. Ja, v Sloveniji to pač seveda zaradi regulacije Evropske unije, tega ni. Ampak, no, Dorsey, to pomeni, samo to, da vemo, 4 milijone terminalov pri trgovcih. Se pravi, to je pa kar neki prodajnih mest, ne? No, ne vemo, koliko jih je v Ameriki, lahko da je to 1 promil, lahko da je to 1%, ampak vsaj začeli so. Ja, mislim... Misliš, da morajo oni tudi fiskalizirati račune? Ja, absolutno. Ma kaj tu naši že vnaprej, pomagajo? še preden prodajo. Še preden se transakcija zgodi, morajo fiskalizirati. Vse tako je pri nas, ni tako, vse to je prav. To je prav. Ja, Seveda, vse je treba povedati. vse. Ti, Dej. kdo pa naj jo posluša? No, ben, je te- se to veva. Ne, ampak vidim, glede ene statistike, kdo je te povedal, kdo naj jo posluša? Medijana, kje si naredil to? Ja, škoda naročila, a ti nisem povedal. Aha, ne. Naročila sta raziskavo. Aha, v najem prid. Kako No, kaj bomo spet zmagali? Ne, nič nisva, ne, to je bila čist neodvisna Neodvisna raziskava. raziskava. Nisva nič vplivala na rezultat. Okay. Ne? In kaj kažejo raziskave javnega mnenja? Raziskave javnega mnenja kažejo, da imava največ poslušalcev stari so, mladi so. Mladi, koliko? 30 do 50 let. Ampak In sicer 50. kaj 65%. 50, to je že na pol poti do groba. Ja, jaz ne vem, koliko si star. Jaz sem kle vmes, ne vem, sem na pol poti do groba. 65% poslušalcev je starih med 30 in 50 let. Ja, in pa da se zdi veliko to ali malo? Ja, zdi se mi preveč, kaj pa mulci? Koliko imamo mulcev? Ja, mulcev je pa mulcev. To zdaj gledava, 10% jih je teh od 20 do 30. Ne? Aha, let. Let, tako se pravi, 10%. Kaj pa moja poslušalcev. generacija do 20 let? Koliko je tega? Tvoja generacija je pa samo 3%. Aha, 3%. Se pravi, jaz pa še una 2. Ja, Prav. ja pa jaz Še z drugim profilom, ki imam tam, da sem 19 star. Ja, kar tukaj je, kar bi izpostavil, je to, da škoda, ne, da nisva zanimiva še za mlajšo populacijo, te 20 do 30 pa še manj, da čim prej začnejo se učiti o denarju, da spoznajo Bitcoin, ker jim bo to prišlo prav. Se pravi, imajo najdaljše obdobje imajo, kjer lahko koristijo potencial Bitcoina. Če Bitcoin ostane, tako kot sva rekla, se pravi decentraliziran, če ostane Omejen. omejen,
in varen, pol bo za njih lahko največ prinesel. Ne? To je In res. ja, škoda. Tako da, če ste v tej skupini med 20 in 30 ali pa do 20, dajte to pošerati z vašimi kolegi, da se zadeva malo razširi. Povejte tudi, če govoriva kakšne neumnosti, če je kaj dolgočasen, povejte, kaj bi rad slišali, pa bova prilagodila, pa bova, ne vem, eno dajo samo za vas naredila. Ja. Kje so pa penziči nad 60 let? Vidim, da 10% nas spremlja gledalcev med 50 in 60 let. Kaj pa? Pa jih pa ni. Pa jih pa ni več. Mislim, ne, a so še pa starejši kot to? Ne, so. Ne, so tudi starejši kot 60, glede na raziskavo, in jih je več kot pa teh do 20. Oh. Yep. Ja, res fino bi bilo, da bi mladi prej razumeli Bitcoin, kot sva ga midva, ne? Ja, in ja, lahko pomagava pri tem. Dajte, razširite zdaj to. Ja. Ne, glas. Pejte na Twitter, na Twitterju lahko sledite Decryptu, profilu DAKRIPT, na Nostru, Nostr je na Coinu, profil, tudi Decrypt profil. Ja, tam malo več objavljamo, ne samo oddaje, kakšne novice, komentarje. Dajte kaj pokomentirati, bomo kakšen zeb dala, ne? Yes. Bova, še preden bo Bomo tale zepali. stava Prav. se dokončala. In pa se vidimo na rednih Ethereum srečanjih. Ostanite na Coinu, zberite satošije. Čau, bau.